Živijo, Peter spet z vami in kanal v naravo in dobrodošli v novem potepanju. Nahajam se danes na Primorskem, pod mano dol je Ajdovščina, nad mano gor je Predmeja in gremo eno luštno krožno turo na Kucelj, pa okoli po Čavenski planoti. Kucelj je pa tukaj najlepši razgledni vrh. Ful se bo dobro videlo. Gremo. Ne vem, če sem se še kje drugje, kot sem tlele sprehajal med samimi borovci. Ja, razen visoko hribih, ki so te nizki borovci, ne rušuje. Drugače pa tukaj je taka zelo prijetna potka, ki se sprva zmerno vzpenja, pa v bistvu se poravna, pa po južnem pobočju planote pol preči kaj do pod Kucla, pa na parih mestih tudi zelo lepo razgledna. Prišel tudi do prvih razgledov. Ne vem, kaj še malo naprej. Bomo posneli. Vipavska dolina, tistle dol je Nanos. Pol tamle gor nekje mora biti Otliško okno. Tukaj levo zadaj so pa Golaki. Tukaj, če gremo gor na bližnjica, ki me bo mogoče za dol izkoristil, ampak ne vem še, kakšen krog bom delal. Mi pa za gor bomo pa kar nadaljevali s prečenjem. Zdaj počasi pa prihajamo na južno pobočje, kjer, če je sonce, bo zelo toplo, oziroma zelo prijetno za hoditi v tem letnem času. Se pravi pozimi, polet pa bolj kar nekaj peklensko. No, tukaj je pa nova pot gor, kjer pridemo tukaj malo višji, ker pridemo na planoto do fantastičnih razgledišč. Plan je, da grem jaz tukaj okoli, pa gor, pa pridem z gornje strani do teh razgledišč pol in da si bomo tudi ogledali. Nadaljujem pa s prečenjem tlele. Mogoče vam lahko še tole pokažemo, ne? Kako bomo pomagali. Ja, do prejšnjega razpotja sem pot poznal. Tukaj naprej pa do Kucla grem pa prvič. Tako da mogoče se kaj izgubim. Ko bi bili nekje v Alpah, ne pa nad Vipavsko dolino. Kakšen razgled, ne? Kva pa to? Nadal se že morje vidi. Pa celo Vipavsko dolino. Tole pa sigurno neka znamenitost, pa ima sigurno kakšen ime, ki ga jaz
vem. Bom se pa pozanimal, pa če je kaj, napišem na video. Pičemo naprej. Je pa tale pot, kakor sem razumel, če jo skozi slediš, v bistvu priješ mimo naravnega okna skozno, tam je šla Soška fronta čez, in greš lahko praktično do Svete Gore in tudi naprej pol. Tako da tukaj imate skoraj neomejene možnosti za pohodništvo. Evo ga razpotje. Mi gremo še naprej. Tukaj gor se gre pa za kočo, kjer sem jedel najboljše suhe kake do zdaj. Bomo šli pa tudi in te koče. Ampak iz zgornje strani seveda. Pa novi razgledi. Koliko so neverjetni razgledi. No, tale Travnat vrh je pa naš cilj, Kucelj. Spet smo na razpotju. Spet gre nekje gor, nekje preč, nekje pa dol. Mi še naprej prečimo, do Kuclja imamo pa še uro pa pol. Aha, znaki civilizacije. Gledaj, ko je tole za ena hiška. Bivak. Črna peč. Žal je zaklenjen. Mislim, se tudi, če bi bil odprt, ne bi kaj dosti več videl. Še en hiter pogled nazaj, že kar nekaj prehodili, ne. Tole se vse prečer, pa še na stran, na vzhodni stran grebena. Da že je dobro urco pa pol. Tole pa po mojem že 5. razpotje. In tlele se pa končno tudi mi bomo v klanc zagrizali. Smo na 890 metrih, zdaj kaj, če bi prečel naprej, gremo proti Trnovem. Kot se spodob, se je kar fino po koncu postavil. Moramo pa ene dobrih 300, slabih 400 metrov narediti, da pridemo na vrh Kuclja. Pokrajina se je začela počasi spreminjati. Še eno razpotje, mi pa kar gor. Kot kaže, se počasi bližamo vrhu. Še zadnje razpotje, tik pod vrhom. Dobrodošli na Kuclju, gor pa kar pihlja. Živim. Vipavska dolina, ne? Manos. Zadnje je snežnik po mojem. Pol imamo obalo. Tržaški zaliv, Padska nižina, Dolomiti. Tukaj so po mojem Krnsko pogorje, da je tole planota Čavljanska. To pa to smo okoli. Tole je selfie z vrha. Hotel sem še posnetek z dronom narediti, ampak sem daljinca pozabil v avtu. Tako da bo danes izgled brez teh posnetkov. Zdaj pa pičimo tle naprej proti, mislim, da bomo 2 koče obiskali še. Ali pa eno. Bomo videli, kako bo s časom.
Pogled nazaj na vrh, dolino, pa proti morju, pa pot naprej. Prav zanimiv zadnjič, kakšen teden nazaj sem bil na Kamniških Alpah na srednjem vrhu in tam na 1200 metrov ni bilo nič več snega. Zdaj sem pa tukaj na Primorskem, na 1100 metrov, evo, še sneg. Novo razpotje, gor bi šli proti Čavnu, pa proti Koči na Čavnu. Dol grem pa najprej to spodnjo kočo pogledat, pa une razglede, pa bomo pa videli, če bom še te zgornje koče skočil. Koča na Mali gori je tole, oziroma bo tole. Evo je Koča na Mali gori. Gremo še tukaj Smerokaze pogledat, ker pestra izbira ciljev. Jaz grem tlele kar naprej. Tukaj pa lahko rekel, da se začenja taka fantastična panoramska pot. Skozi po robu hodili do tamle do enega razpotja, pa razgledi bojo res za prste oblizniti. Pogled nazaj proti Kuclu, Padski nižini, morju. Seveda Vipavska dolina, Nanos. Spet pa Čaven. Se kar splača malo ustaviti pa uživati v takih razgledih. Ampak še prihajamo do najlepšega dela. Da počakajte. Te poglede ste sigurno že videli po fotke. So ljudje tam gor stali. Kar lepo, ne? Pa še klopce ljubezni, ki je potrebno malo popravila. Jo izgleda za občasa že začel. Nič, gremo naprej. Čas teče. Novo razpotje. Tukaj z desne gor bi prišel, če bi na tistem prvem oziroma drugem razpotju šli desno gor, čisto od začetka, in to je to. Se pravi, tukaj tudi lahko zdaj desno dol krog sklenemo, ampak jaz grem še do tele Koče na Čavnu pogledat. Eni pa še malo drugače uživajo. Tole pa ne vem čisto točno, kaj pomeni. Mislim, da se v 4 km pa 400 metrih dvignemo z 1000 metrov, ampak ne vem, do kam je treba iti, da ta vertikalni kilometer osvojimo. Takole, to je pa še dom na Čavnu, da sem pa odločil, kako bom zaključil krog. Tukaj bi prišel tam iz Kucla gor, prej, ko sem šel dol proti Koči na Mali gori, zdaj pa da vidimo tlele, koliko je še gor do Čavna. Ja, ni Čaven tle gor, ampak Veliki Modrasovec. Ta je tle najvišji vrh. Sicer sem gor že bil, ampak ni nekega razgleda, sam kje proti Alpam je mal. Ampak bom šel tle gor, pa pol na Predmejo, pa tam po cesti do avta.
Je pa danes praktično idealno vreme tlele gor za pohajkovanje. Če bi bilo še bolj sončno, oziroma da ne bi bilo teh oblakov, bi bilo kar vroče. Pa zdaj tudi piha minimalno, tako da je super. Tukaj gor res je mogoče, da ni zahoditi ali pa tako, je res polet, sred dneva, pa takrat kaj burja. Tole vemo, kaj pomeni tale enka podmarkacija, ne? Da smo na slovenski transverzali oziroma slovenski planinski poti. Desno se gre proti velikemu Golaku, mi pa gor skočili, pa se pol nazaj te poti priključili. Gremo še en razgled pogledati. Dobrodošli na velikem Modrasovcu. Evo. Temu se reče pa zaslužen razgled. Pa gremo, tamle je Krnsko gorovje, pogorje, tole je Kaninsko, tole je Krn, pol so južne Bohinjske gore, tole je Triglav. Tukaj se mora verjetno, tole bi mogli biti Golaki. Tista je tam zadnji, Kamniške Alpe, a itak, krvavce vidi. To je to. Tole pa verjetno kakšno umetnina od JNA-ja. Od prve vojne, ne vem. Bom sledil kar proti Golakom, ampak pa bo treba nekje zaviti proti Predmeji. Tole pa po mojem pogled na Predmejo. Tale pa ta prav borca. So pa tle še ta prave zimske razmere. Smo pa na razpotju cest, oziroma na cesto sem prišel. Naprej se gre za Golake, ne, sam jaz to ne želim. Grem po mojem po cest, bom šel kar proti Predmeji. Evo, tukaj pa pol urce do Koče na Čavnu. Z ceste sem zavil na eno vlako. Mislim, da me bo ta hitreje pripeljala do Predmeje. Ni mi sicer jasen, ko sem spet prišel na slovensko planinsko pot, ampak evo mene tle. Sem že čist nad cesto in s tem tudi Predmejo. Evo ga, Predmeja. Tukaj gor se gre pol proti Logatcu pa Idri pa to, pač cel ta Črni vrh. Ima pa tukaj zdaj en malo najbolj zoprn del poti, ki je treba po cesti nazaj do avta. Kaj danes še ni bilo dosti razgledišč, bomo tlele še enega. Kar dobro, ne? Tale je pa prav tak fascinanten del ceste, ki me spominja na Mangartsko cesto. Kar orank vse v jeklenicah. Kakšna mogočna, gostimo reče, grapa, akva. Kar divje. Pa še tudi drug tunelček, pa ampak malo prav to. Sem nazadnje, ko sem bil tle slabo štel, so 3 tunelčki. Kako so lahko ljudje toliko primitivni, da toliko piksem pa tega dol zmečo, tukaj le peška. To sigurno je 50 piksem zdaj vidim, ali pa še več. To je neverjetno. Pa to veste, da to ne delajo turisti, ampak to delajo tle domačini. Ja, počas zaključujemo, ne, sem v bistvu par avtu. Res super tura, tale Čavn sem že enkrat obdeloval, 1-2 let nazaj, sicer je bila tudi pozim, bilo malo več snega, ampak
sem naredil podoben, ampak malo manjši krog. Danes sem ful užival, res je bilo super razgledi, tako kot sem pričakoval, ker sem vedel, da bo fantastični. Tura je tehnično čisto lahka, fizično tudi ni neki ful naporna, nekaj kilometrov se nabere, bojo vsi podatki bojo dol v opisu videa. Da se pa iz te ture narediti ali daljše ture, krajše, lahko ste videli, kako smo šli mimo, koliko križišč smo šli. Tako da to je to. GPX poti verjetno ne bo čist to, kar sem jaz prehodil, ampak bom dal najbolj nekako optimalno pot. To je to. Lepo je bilo z vami biti še enkrat na izletu. Upam, da sem vam dal malo ideje ne samo za v Alpe, ampak tudi sem na primorski konc. Imejte lep dan še naprej, pa čau!